Bog, hvala ti za ta tabor, ki je bil zelo zanimiv in poln dogodivščin. Hvala ti za lepo branje. Bog, hvala ti za voditelje, ki so organizirali ta tabor. Dobri Bog, hvala ti za naravo, ki si jo ustvaril. Dobri Bog, hvala ti za kuharice, ki so kuhale okusno hrano. Molimo. Dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da smo se udeležili svetih skrivnosti. Po njih smo že na zemlji deležni tvojega Božjega življenja po Kristusu našem Gospodu. Še poslanila za teden, ki je pred nami. Jutri ponedeljek božuje sveta Neža Praška Devica, v torek sveta Kunigunda Cesarica, v sredo sveti Kazimir Kralj, v četrtek sveti Hadrijan Mučenec, v petek sveti Miroslav Opat, v soboto Perpetua in Felicita Mučenki, prihodno nedeljo pa bo tretja postna nedelja. Kar se tiče ostalih oznanil, so pa gospod župnik zapisal takole. V ponedeljek 2. marca po sveti maši je srečanje molitvene skupine Beseda življenja. V četrtek in petek obisk starejših in bolnih na domu. V petek zvečer po maši bo molitev križevega pota in nato molitev pred najsvetejšim do 8:30 in medtem priložnost za sveto spoved. V petek 6. februarja, to se je pa zmotil, v petek 6. marca, bo ne februarja. Srečanje za Birmance pri sveti maši ob 7. prvi petek v mesecu. V soboto bo ob 9. dopoldan delavnica obrezovanja trte in sadnega drevja na Župnijskem vrtu na Brezovici. Prav tako v soboto, na prvo soboto, bo zvečer pred sveto mašo molitev rožnega venca pred najsvetejšim s premišljevanjem na fatimski način. Kakšen je to fatimski način? Župnik vedo trebovati. Pri spovednici so listi in pisala za predlog članov za novi župnijski pastoralni svet, lahko jih izpolnite in oddate danes ali pa naslednjo nedeljo. Vsako nedeljo je na rogu molitev križevega pota ob 3 popoldan po cesti do cerkve. In pa v nabiralniku je nov zvonček. Tako smo končali s to našo postno-nedeljsko mašo, pa vam želim res lepo nedeljo in naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.